Hej, ljube, pozdravljene. To je moj tak voice utrinek. Jutri bom več govorila o teh javljanjih, ki jih nameravam imeti skozi pomlad in o nameri, ki sem si jo postavila zase. Danes je pa ta utrinek povezan s tem, kako smo včeraj potovali in kaj mi odzvanja. Kaj mi odzvanja od naših delitev. In sicer sem dala to pod štiri smernice, 4 zgodbe, ki so se me dotaknile. Prva, ko je udeleženka podelila, kako ranljivo je, ko imaš sanje, ko imaš hrepenenja, ko imaš želje, ki jih želiš uresničiti, pa naj bo to vezano nase, na te izzive, ki jih imamo, kako sebe doživljamo, naj bo to vezano na projekte in kreacije, ki jih imamo, na odnose, pač na stvari, ki so nam pomembne. Kako ranljivo je deliti in biti znotraj te nosečnosti s temi projekti in s temi idejami, ki jih imamo zase. To je bila prva slika. Druga slika je bila zgodba udeleženke, katere namera je, da se pozdravi. Da se pozdravi. In zdaj, kaj je tisto, kar želimo znotraj sebe pozdraviti? A želimo pozdraviti, kako same sebe doživljamo? A želimo pozdraviti, kako kreiramo? A želimo pozdraviti, kako delujemo v odnosih z drugimi? Torej, naša pripravljenost pozdraviti se, naša pripravljenost spremeniti, preoblikovati nekaj, kar nas boli. In kako je, če smo sočutne do tega, če smo radovedne, do teh izzivov, ki jih imamo, če si ne sodimo, češ, jaz bi pa to zdaj že morala vedeti, jaz bi pa to že morala znati, jaz bi pa že to pa to pa to. Pa zakaj ne? Ko minejo leta, ko se s kakšnim izzivom ukvarjamo, ko smo probali že ne vem koliko metodologij, ne vem koliko psihiatrov, zakaj imamo še vedno izzive? Zakaj? Kako je, če sem sočutna do tega izziva, ki ga imam in ki ga želim pozdraviti, ki ga želim spremeniti, preoblikovati. Potem je bila tretja slika, je bila delitev udeleženke, ki je bila na prejšnjem programu ženskih portalov moči na zimski ediciji. In je delila, kako pomembno se ji zdi skupnost, ko se preobražamo, ko smo ranljive, ko delamo na tem, da bi zasukale svoje kolo. To se me je zelo dotaknilo. V bistvu ta odslikava tega, kako res potrebujemo drugo in kako se v resnici še vedno učimo, da je to pomemben, da imamo drugo in da se lahko naslonimo na skupnost. In še posebej, če nimamo izkušnje, kako je, če se lahko na nekoga zaneseš. In kako se v bistvu večina nas nauči, bom kar sama, saj zmorem, saj itak nobenega zares ni. Kako je, če to treniramo, da je lahko drugače, torej da imamo skupnost, podporo v tem procesu. In potem četrta slika, ta je pa kar zarezala tudi v mojo srčiko, je pa udeleženka, ki je podelila, malo avtomobili vozijo, je udeleženka, ki je podelila, da ne čakajmo na rojstvo, na spočetje s temi idejami, ki jih imamo. Ona je v bistvu nas nagovarjala iz slike, da je nekoč jo obletavala dušica hčerkice in se pač temu povabilu ni odzvala. In nimamo časa v nedogled, da se odzovemo na sanje, ki nas kličejo.
zdaj je ta čas. Prav zdaj je ta čas, da se odzovemo, da prisluhnemo nameri znotraj nas, prisluhnemo sanjam, da smo iskrene do sebe, kaj je tisto, in da gremo za tem. Da gremo za tem.